4-litrski biturbo V8 mašina, okroglih 600 konjev pa 800 Nm navora. No, a smo kakšen avto bolj težko pričakovali tega, ki ga vidiš za mojim hrbtom? Audi RS6, ampak preden začnemo, dajmo postaviti neka osnovna pravila. A prav, ergonomija nas ne zanima, litri, prostor, tudi to nas ne zanima. Ja, ampak če je karavan posed, vse mi je. Ja, ampak je družinski posed. Ni važno. Govorili bomo pa valjda o zmogljivostih, o podvozju, o volanu, o kabini, toliko, da ti razložim, kakšni so sedeži, pa volan, pa ena prav posebna tipka na njegovi desni prečki, RS gor piše. O tem, kako se pele, kako pospešuje, kakšen motor ima in česa vse je sposoben. Ok, mal pauza, vem, da je ravno kar zanimiv ratal, ampak se veš, kaj pravijo Američani, there's no free lunch, in tudi stale Audi RS6 ni kar z lufta padel, posodili so mi ga pri Actini, njih sem že večkrat omenil, nazadnje takrat, ko sem testiral Porsche GT3 Touring, oni so pa slovensko podjetje, ki je osredotočeno na prodajo, predvsem pa na najem vozil, kratko ali pa dolgoročno imajo. Mislim, njihova flota je bolana od začetka do konca, Porsche, Audi, BMW, mislim, ni da ni, ampak brez veze, da ti zdaj ste nekaj na pamet naštevam, ker dejansko ne vem vsega, kar ponujajo, vem pa kaj počnejo, predvsem pa vem, da so v tem zelo dobri. Piči na actinia.si in to je to. Jaz upam, da se še kdaj z njimi ujamem, ker je njihova zakladnica teh avtomobilov res izjemna. Zdaj pa končno, izvoli, Audi RS6, čist je bolan. Ajde. Seveda gre za aktualno generacijo, ki je bila predstavljena pred parimi leti. Pa najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da se za oprijem zanaša na pogon quattro, kar se pa motorja tiče. 4-litrski biturbo V8 mašina, okroglih 600 konjev pa 800 Nm navora. Vsega velik. Pa zavore stari, sprednji koluti premera 440 mm. To je skoraj pol metra. Včasih so imeli avtomobili toliko velika kolesa, ne pa žlajfe. Kar je seveda tudi nujno potrebno, zato ker je ta hudič sposoben od 0 do 100 skočiti v oka 3,5 sekunde. Tudi do 200 ne rab kaj zadost in seveda zato rabiš orang podporo pri žlajfah. Pingrede, ja, mrzdo se od vas že sprašuje, lahko naročiš oziroma doplačaš tudi keramiko. Se mi zdi, da size, torej velikost koluta pa čeljusti, da je enaka, samo tisti izdelki so pa potem bolj vzdržljivi, če se ti odločiš, da boš napadel pisto. Pa še v tistem primeru, bom rekel, moraš biti kar profesionalc, da rečeš, jaz rabim tiste zavore. Običajno si jih folk misli ravno zato, ker, mislim, se vemo zakaj, ne? Ker je fajn, da imaš najboljš gor, čeprav tudi mogoče najbolj nujen ne nucaš. Le stari, taka je človeška narava, kaj čmo. Dajmo ga zdaj pogledati še od ozadij. Se mi zdi, da je tale pogled tist, ki impresionira najbolj, še posebej, če se spustiš ful nizko, ker zares vidiš, kako širok je avto, predvsem pa kako velika sta oba rora. Ne glede na to, ali se ti odločiš za običajno izvedenko, a pa za Akrapovič ror, v vsakem primeru sta ogromna. Poglejte, po moje bi noter pasale dve moje pesti. Zdaj žihr kar probamo, le čak telefon na tla. 1, 2. Z lahkoto. Pa cel avto je fejst nizko pri tleh, vidiš, ni dost lufta med karoserijo pa gumo, logično. Treba je skrbeti, da je težišče kar se da nizko, zato da ti lahko hendlaš ovinke in vse podobne stvari, ki te srečajo na poti k veselju, k sreči, k vozniški nirvani, ker je ta avto na svoj poseben način sposoben ponuditi, ampak sam zdravo glavo, ker tako, kot sem na Instagramu napisal, džabe tebi zmogljivost, če tvoj v trenutku, ko avto začne pospeševati, ni bister, kot Soča pri izviru. Ej, preden gremo naprej, a si lahko vzamemo 30 sekund za sponzorje današnjega videa? One 3 modele poznaš, atmosferci, Saša, Jure pa in Ciril. Zdaj, če se ti lupa, greš na atmosferci.com pa najdeš zavihek trgovina, ker tam boš najdel ogromen ene res lušne robe, res kulski hudi, enega imamo celo skozvrt V8 mašino gor, hude majice, una black on black kapca, predvsem pa letos delež najbolj vroča roba, če sklepamo iz števila nakupov in iz zanimanja, predvsem na Instagramu, tele obeski. Pa če se ti ljub, daj peče na komotarminuta.com, pa če še tam najdeš zavihek trgovina, najdeš pa komotarminuta obeske, na eni strani vidiš je Vitka Otičnik. Na drugi strani piše pa Komotar Minuta in takšna podpora nam čisto iskreno zares ogromen pomen. Ok, zdaj gremo pa naprej. Zdaj, jaz predlagam, da gremo najprej v kokpit, pokažem delovno okolje, pol povemo pa več o motorju, podvozju pa vozni dinamiki. Ja, prav. Poglej, oči se najprej naslonijo na volan, ampak je hec, ne? Če ga ti držiš brez dirkaških rokavic, pol vsa ta alkantara je njena funkcija zares bolj estetska. Veš, zgledovanje z materiali po dirkalnikih je cool, ampak v resnici bi enako dobro, ali pa mogoče še malo
malo boljš držal usnjen volan. Fora je, da Alcantara zares prav prije takrat, ko imaš ti dirkaške rokavice gor. Tist pa pol zagrab tako kot more. Ampak vseeno, izdelek je vrhunski, feeling je ta prav, spodaj je prerezan, ja kako pa drugače. Volan je torej vrhunski, nimam nobenih pripomb, če zdaj že gledamo digitalno instrumentno, ti lahko pokažem kakšne različne oziroma dva različna pogleda ti da, stisneš tipko View in se spremeni, pa imaš potem tukaj na sredini motorne vrtljaje, vidiš seveda obstaja soft limiter, par koliko? 3,5, nič več. Na levi strani imamo recimo merilnik pospeškov oziroma G-sil, pa na desni strani koliko dane moči se v tistem trenutku porablja, enako velja za navor. Pa potem desno od voznikovega delovnega okolja seveda elementi, ki si jih vajen iz Audija A6, to velja za zaslon, vmesnik, upravljanje s klimo, vse kar dobrega pa slabega prinese zraven, vključno z brisanjem prahu in tako naprej. Pa potem tale sredinski greben s tole ročico, ki sem jaz rekel, The Tower of Power, tudi tale je recimo oblečena v Alcantaro, feeling je izjemen, odličen, fajn je tole držati pa šlatati, sicer pa vse stvari po ustaljenem procesu, pa tukaj je en tak fin napis Quattro, velikega prahu, logično, fake carbon fiber, lahko pa tukaj naročiš tudi ta pravga, gre za stvar doplačila, ki najbrž ni pocen, ampak zgleda pa dober. Pa potem seveda športni sedeži s takim krasnim vzorcem, dober feeling, predvsem so udobni, držijo dober, ne moram pa reči, da zares odlično. Čeprav tudi, a veš, a je to kritika pri takšnem avtomobilu, če gledam, kakšen bo povprečen kupec oziroma voznik. Sem pa je športen pelat, vse prenesejo z lahkoto. Če bi hotel pa na pisto hoditi, sem to je vsem prevelika krava, zatja pa bi hotel imeti pa več oprijema. No, zdaj pa preden se gremo pelat, samo ena ali pa dve informaciji, ki ste povezani s podvozjem in če te ta avto zanima, moraš to vedeti. Predvsem na zadnji osi imaš ti lahko, dajmo reči, dva povsem različna pristopa. Lahko imaš tukaj zadaj zračno vzmetenje. Ta deluje po principu dvokomornega sistema, ki se samodejno prilagaja tudi podlagi oziroma načinu vožnje. Sposoben je avto malo dvigen ali pa spustiti, ampak potem imaš pa še drug način. V tistem primeru gre pa za dražje in klasično vzmetenje, ki izkorišča komponente, ki jo vsi dobro poznamo, namreč klasične vzmeti, pa blažilnike, logično. Audijevi inženirji so ga imenovali DRC oziroma Dynamic Ride Control in tisti sistem ne bi bil dražji, pa še bolj primeren za izkoriščanje celotnega športnega potenciala tega avta. Zdaj, posebej vrste kriminal bi bil, če ti motorja ne bi pokazal. V osnovi ta sistem, ta princip in konec koncev to prostornino ne poznamo sami iz Audija. Tudi pri BMW-ju pa Mercedesu se ponašajo s podobno velikimi in podobno zmogljivimi izdelki. Se pravi, biturbo V8, to pomeni dva turbinska polnilnika, ki sta v primerjavi s prejšnjo generacijo seveda malo večja, tudi tlak, ki se v njiju nabere, je večji. Turbini sta nameščeni znotraj valjev, to se pravi, če predstavljaš, da je to osnovna konfiguracija V8 motorja, to se pravi, takole grejo bati levo pa desno, vem, sem smešen pokazal. Zakaj sta pa turbini na sredini? Zato, da zrak lažje pa hitrejš pa bolj učinkovito kroži in to pomeni tudi boljšo zmogljivost, motor lažje boljš diha, pa več ti da, boljši performance. Pa seveda v skladu z iskanjem večje ali pa boljše ekonomičnosti je ta avto opremljen z blago hibridnim sistemom. Veš kaj to pomeni? Da je sposoben tudi izklapljati valje. V določenih trenutkih, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, se ti lahko pri umirjeni vožnji furaš samo s pomočjo 4 batov, 4 valjev. Ajde, sem rekel, da ne bom, pa mogoče ti vsem lahko pokažem en del vmesnika, le tle stisnemo na vozilo, pa se ti pol odpre kupenih zanimivih reči, recimo RS zaslon, preko katerega lahko spremeš stanje motornega olja, hladilne tekočine, športnega RS diferencijala tukaj na zadnji osi. Vidiš, to je tudi mogoče dober način, da vidiš na kakšen način, pa kje je kakšen kos mehanike nameščen, pa pa seveda tudi kakšno je stanje zavornih kolutov. Pa če se vrnemo potem nazaj, tukaj levo zgoraj imaš tudi Audi Drive Select. To so ti osnovni programi, ki jih lahko izkoriščaš in jih zbiraš s pritiskanjem tele površine tukaj, to se pravi Audi Drive Select, premikaš in se pol sprehajaš po meniju gor pa dol. No, pol imamo pa še tole tipko RS Mode na desni volanski prečki, to pa pravzaprav predstavlja bližnjico do hitrih nastavitev, ki jih ti custom nastaviš in sicer s pritiskanjem na zaslonu. Tukaj je RS Mode. Če vklopiš RS Mode 1, to pomeni enkraten pritisk na to tipko, imaš, poglej, pogon, v bistvu je vse nastavljeno na športno, ker sem se jaz prej malo hecu. Če pritisneš pa ponovno, me pa avto upozori stabilizacijski nadzor ESC Sport, pozor, omejena stabilnost vozila. Tudi pri BMW-jevih M-ih ponovadi M1, predvsem pa M2 tako nastavim, da vem, da če dam na dvojko, da mi pol tudi stabilizacijski sistemi dovolijo malo več igranja, nikakor jih pa ne izklopim v popolnosti.
To pa lahko tudi naknadno narediš s pritiskom na off, tukaj le dolg časa držiš, pa se pa zgodi to, da si res odvisen samo od sebe. Vse o tem smo že dostikrat govorili. No pa pojmo počasi čez, da boš videl, kaj se da vse nastaviti, to se pravi pogon, podvozje, krmiljenje, zvok motorja, logično hočeš, da fejst ropota, quattro športnim diferencialom, imaš tudi diferencial se lahko na različne načine pa različno hitro odziva. Zdaj pa caj, da ti povem, kako se RS6 pelje. V resnici je tako narejen in to je fajn, da če zdaj prestavim nazaj, dajmo mi lepo na komfort, postane tišji in ga lahko prav zares peleš kot povsem navaden avto. Ja, je čvrst, je trši, ampak fedri so vsem prilagodljivi. In to pomeni, da je odličen daily driver, razmeroma udoben, seveda prostoren in vse, kar še paše k enemu takšnemu družinskemu avtomobilu, čeprav v resnici ne, športni zanesenjaki vejo, da ta družinski avto, da to je mal krinka, v resnici pa to je en tak kilometer mančar. Najbolj se pa počuti, to, kar bom zdaj naredil, to se pravi, čakam, da jaz kar RS Mode 2 gor, da slišim jaz ta roar, pa da volan malo bolj oživi. V telih zavojih znotraj stožcev se v resnici ne počuti dobro. Pa ti bom povedal eno zgodbo. Veš, Audi RS6 zares žre kilometre. Požera ta asfalt s tako hitrostjo, da če na to nisi pripravljen, če nisi sposoben handlati navora, pa vsega pol brez veze, da se ga sploh zares lotiš, ker je to lahko fejst nevaren. Ker ti če ti motor ujamaš v ta pravem območju delovanja, te tako fejst pritisne na zid, da je to skoraj neverjetno. Tudi zvočna kulisa, dobro, AMG, pa se mi zdi, da tudi BMW M-i, da so malo glasnejši, ampak tudi tale se mi zdi, da je tišji kakor navzven. Se kar dobro dere, ko ga od zunaj slišiš, veš? Daleč najbolj mu pašejo dolgi pa malo bolj odprti ovinki, hitrosti razmeroma visoke, tako konc druge, tretja prestava, tu govorimo že o hitrosti, ki močno presegajo 130 na uro, recimo. In tam se ta avto daleč najboljš počuti. Kot ozorčen primer tega, stari 180, daj nehi, no. Jaz sem se 2 dni nazaj vozil z enim dobrim prijateljem, ki ima pa en tak majhen športen avto. Porsche Cayman S, sta malo mašino, pa sva rekla, da greva na uno cesto, ki nama je toliko všeč. Od Senožeče prek Komna, Kostanevice na Krasu, pa tako naprej, da se pol približava Gorici oziroma Ajdovšni in Vipavski dolini z tistega konca. Njegov avto je bistveno manjši, pa veliko manj zmogljiv. Dobrih 300 konjev, če se ne motim. Jaz sem v letu pa 100 macolo, torej Audi RS6, navora kolikor hočeš. Od 0 do 100 praktično nič, pa tudi do 200 na rabke je dost. Zdaj to, spet 170, 180. Pa veš, se je izkazalo enako, kot takrat, ko sva šla po identični turi, on s svojim Porschem, jaz pa z McLarenom 575 GT od Autobrokerja. Sej sem uživ, stari, reality check. Speljati Audija RS6 v kakršne koli ovinke je stvar užitka, ampak avto je širok. In širina je ta prvi omejevalen faktor pri dosegi optimalnih užitkov na naših krasnih kraških cestah. Zdaj pa, če sem na začetku ravnine. Stari, moraš kar fejst paziti, da si pripravljen na prestavo, veš? Ker tale digitalna igla mingrede se zaleti v trdeč pole pri 7,5. O, stari. Pa koliko gripa ima. A veš, v osnovi je pogon med osema razdeljen na 60-40, v nekaterih primerih gre lahko celo 85% vsega navora na zadnjo os, pa samo 15 na sprednjo. Odvisno seveda, v katerem programu imaš, kako voziš, in to pomaga predvsem takrat, ko je treba avto izstreliti iz ovinka in zares nočeš imeti podkrmarjanja, da ti nos ven sil. V glavnem uživaški avto. Nimam kaj reči, stari. Aktinija, hvala za tole šanso. Zdaj smo v bistvu pri koncu vloga. Dej, ti napišem še ceno, se bo zdaj nekje zraven mene izpisala in to je vse, kar ti imam zapovedati v tem trenutku. Mater, sem za Švico. Na športno vožnjo, če si osredotočen, če moraš pa vmes še kaj delati, pa kaj povedati, moraš pa sploh zelo skoncentriran. Noro je ga. Nač vlog, to je to. Njem kar tukaj vlog zaključil, aloh. Žihar, sej moj vlog. Jaz upam, da ste se malo fajn. Lepo se majte. Ajde, čau.